Gospod Teršek, Bojana, mogoče bi še gospod se je prijavil tam na koncu besedi. Ok. A ja, veš sem se Je že prej, par minut nazaj. Bom se hitro, gre sem za vprašanje. Glede na to, da ste vsi govorci navajali številne primere, ki so vas razburili, ste doživeli kot kapi čez rov, pa imam vprašanje. Če vi, denimo nacionalna televizija, zadnjo hipotetično, sporočila, da je nek državljan z imenom priimkom zbolel zejcom, recimo, bi vas to razburilo, bi ta primer danes tukaj izpostavljali in ali bi ga morda javno komentirali, glede na to, da vsi imate dostop do tiskanih medijev. Prosim, gospod Teršek, gospod Keber, gospod Korade, gospod Stanč, gospod Kramber. Ampak vprašanje po mojem ni bilo čisto precizno. Zakaj bi se razburili, če je nek državljan ima AIDS? Oprostite, lahko? Ne, če bi javna televizija... A ja, če bi javna televizija to razkrila, oprostite, samo jaz sem bil tisti, ki ni se upravičujem. Če bi identiteto... Pravno zelo enostavno, za tak grob poseb zasebnost mora biti izkazan absolutno nujni razlog in ta nujni razlog bi bil samo v tem, če bi se ugotovilo, da je ta človek na begu in da na begu kot anonimnež z lažjo po državi in še kje namenoma spolno občuje z komerkoli pač bi občeval za to, da prenaša to bolezen. V tem primeru, če bi ga lahko samo tako najdli in odkrili in da bi ljudi upozorili, bi lahko razglili njegovo identiteto, sicer pa absolutno ne, in če se to zgodi na sodiščih, da mu prisodijo na koncu sodnega postopka zelo visoko odškodnino. Nimam kaj dodati. Popolnoma enako mislim. Moram ti izkazam put javni interes. Ampak to je res izjemno. To je skoraj se to veste, je bilo samo tiste zgodbe, ki jih tudi poznamo iz sveta, ko je nekdo nosilec te bolezni dobesedno grozil, da bo to počel. Če je tako stavek, namreč v zelo resni, tako imenovani resni oddaji Tednik, je nacionalna televizija sporočila javnosti, da je anesam, torej da sem jaz zbolel zejcom, čeprav so imali na mizi tudi pravnomočnu sodbu, s katero je že prej dokazano, da je Bojan Požar se zlagal, da sem zbolel. In potem, ko so objavili, so imeli na mizi prošnju za popravek objavljene informacije in odklonili so objavili popravke. Torej, to je naša resničnost. Nekaterim angažiranim novinarjem sem zgodbo izročil, pričakujoč nekako logičen odziv in javno problematizacijo, med drugim. Gospe Dragici Korade sem izročil gradivo, ima ga na mizi, tudi resničar Pučko, Bojsu Ježu in tako naprej. Evo, tako da zdaj imamo polno informacijo glede tega. Hvala. Jaz bi rada dopolnila to informacijo o zdrsu Slovenije na izvrstno 58. mesto, kar se tiče svobode govora.